tehnološkem napredku. Absolutno. Brez tega ne gre. Viri izpostavljajo ključne tehnologije, umetna inteligenca. Seveda, za personalizacijo, dinamično pripovedovanje zgodb, upravljanje kompleksnih sistemov. Potem nanotehnologija. Tehnologija na molekularni ravni? Ja, ki bi lahko omogočila gradnjo materialov in struktur, ki spreminjajo obliko ali lastnosti na ukaz. Predstavljajmo si topogan, ki bi lahko spremenil svojo konfiguracijo glede na želje voznika ali vremenske pogoje. Kako, prosim, tobogan, ki spreminja obliko iz blagega spusta v adrenalinsko zanko? Morda, z uporabo pametnih materialov, ki bi jih ta tehnologija omogočila. To je noro. Kaj še? Nadalje, biotehnologija. Ne samo za bolj trajnostne rešitve v parku, ampak morda celo za ustvarjanje varnih, genetsko oblikovanih organizmov za estetske ali zabavne namene. Naprimer? Recimo bioluminiscenčne rastline, ki osvetljujejo poti po noči, ali celo neškodljiva, fantastična bitja ustvarjena za park. Kot v Jurskem parku, samo varneje. Upajmo, da precej varneje, ja. In potem so tu še kvantni računalniki. Njihova sposobnost obdelave ogromnih količin podatkov in simuliranja izjemno kompleksnih sistemov. Kaj bi ti omogočili? No, vsaj teoretično bi lahko omogočili ustvarjanje in poganjanje celih virtualnih svetov z lastnimi fizikalnimi zakoni, zgodovinskih rekonstrukcij, simulacije prihodnosti ali celo popolnoma izmišljenih vzporednih resničnosti, v katere bi lahko vstopili. Sliši se, kot da tehnologija res nima meja, ampak vir poudarja, in to se mi zdi pomembno, da v jedru vseh teh futurističnih vizij ne bi smela biti le tehnologija sama po sebi. Kaj je torej tisti globli pomen? Globli pomen naj bi bil v povezovanju, večplastnem povezovanju. Prvič povezovanje ljudi z naravo. To vidimo v idejah o podvodnih parkih ali morda parkih, ki bi simulirali različne ekosisteme in podarjali pomen ohranjanja okolja. Ok, z naravo, kaj še? Drugič povezovanje ljudi med seboj. Skozi sostvarjanje, ki sva ga omenila, skozi skupinske izzive ali igre, ki spodbujajo sodelovanje namesto tekmovanja. In tretjič? In tretjič, morda najgloblje, povezovanje ljudi s samimi seboj. Z lastnim potencialom, čustvi, radovednostjo. Torej parki ne bi bili več le prostor za pobeg od realnosti, ampak morda tudi za učenje, rast, odkrivanje. Tudi to. Gradivo celo omenja precej konkretne ideje v tej smeri. Atrakcija, ki bi na interaktiven način simulirala globalni izziv, kot je reševanje podnebne krize, kjer bi morali obiskovalci sodelovati pri iskanju rešitev. To bi bilo zanimivo. Ali pa igra, kjer skupina ljudi skupaj gradi in upravlja trajnostno virtualno mesto. To bi bila, zabava z globnim smislom. Zabava, ki nas morda celo naredi boljše. Mogoče res. Zabava, ki spodbuja razmislek. Prepotovali smo torej kar dolgo pot danes. Od prvih lunaparkov na začetku 20. stoletja, ki so prinesli novo vrsto čudenja in vznemirjanja množicam. Preko Disneylanda, ki je dokazal moč pripovedovanja zgodb in ustvarjanja magičnih svetov. Pa do današnjih vse bolj interaktivnih centrov, kot je WUP, in tehnoloških spektaklov, kot je MSG Sphere. In seveda, pogledali smo usupljivo prihodnost podvodnih mest, orbitalnih postaj in svetov, ki jih bomo morda soustvarjali sami. Zabaviščni parki so resnično fascinantno ogledalo naše kolektivne domašljije. In tehnoloških zmožnosti, seveda. Res so. Viri dejansko nakazujejo, da bi ti prihodnji prostori lahko služili dvojnemu raziskovanju. Po eni strani raziskovanju zunanjega sveta, globin oceanov, prostranstvo vesolja, meja tehnologije, po drugi strani pa raziskovanju našega notranjega sveta. Naših zmožnosti. Naših lastnih zmožnosti za ustvarjalnost, empatijo, sodelovanje in doživljanje. Lahko bi postali orodja ne le za eskapizem, ampak tudi za osebno in kolektivno rast. Za boljše razumevanje sveta in nas samih. Lepo povedano. Za konec pa še misel za premislek, ki izhaja iz vsega tega, kar smo prebrali. Če bodo te prihodnje izkušnje res tako izjemno potopitvene, tako realistične, da bodo zabrisale meje med svetovi, ali bi lahko na novo definirale ne le naš koncept zabave,
ampak celo naše temeljno dojemanje resničnosti in občutka prisotnosti. To je globoko vprašanje. Ali pa bo morda kljub vsej osupljivi tehnologiji tista najbolj iskana in cenjena atrakcija še vedno ostalo preprosto pristno skupno človeško doživetje, smeh, strah, čudenje, deljeno z drugimi znotraj teh fantastičnih novih okolij. Nekaj, o čemer bo v prihodnjih letih gotovo vredno razmišljati.